Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega pa, če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Še posebej jutri bomo pač obvestili, katere vse kriptomenjalnice bodo lahko v juliju še lahko obratovale v Evropski uniji. Tako da bo zelo zanimivo, ne se pozabiti naročiti, da ne boste te epizode zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem, da si ogledajo. In pa ne pozabiti komentirati spodaj, zelo zanimive debate se delajo in tudi zelo rad podebatiram z vami. In imamo tukaj zdaj že prvo novico. ZDA proti Iranu, ja, vem, da ste že čisto naveličani, kar se tiče tega, pa zdaj bo mirovni sporazum, pa potem ga ni. Trg je medtem volatilen. Včeraj smo že poročali o tem, da naj bi prišlo do podpisa. ZDA naj bi že podpisale, čakal naj bi se še podpis iz strani Irana. Trenutno nobene novice, kar se tiče tega, ali je do podpisa dejansko prišlo, tudi iz strani Irana, ampak ja, zdaj se vse tukaj bolj namiguje na to, da bi lahko prišlo do pasti za bike. Točno s tole pumpo, ki se je zgodila na nedeljo. Bitcoin je namreč po objavi mirovnega dogovora med Združenimi državami in Iranom močno poskočil in ponovno presegel mejo $67,000. Novica je na finančnih trgih sprožila val optimizma, saj so vlagatelji pričakovali umiritev geopolitičnih tveganj, ki so v preteklih tednih močno pritiskale na kriptovalute in delnice. Delnice si bomo tudi ogledali danes, Nasdaq predvsem. No, kljub rasti pa nekateri analitiki opozarjajo na možnost tako imenovane bikovske pasti oziroma bull trap scenarija, kjer cena po hitrem vzponu ponovno zdrsne navzdol. Vlagatelji zato pozorno spremljajo, ali bo Bitcoin uspel ohraniti nove pridobitve in potrditi nadaljevanje rasti. Kot spremljamo mi po tehnični analizi, imamo več vzorcev v igri, bomo zdaj videli, kdo bo zmagal, biki ali medvedi. To bomo imeli kasneje v videu in če slučajno to spremljate preko shortov ali TikToka, si le ogledajte tudi celotni video, povezavo do njega najdete ponavadi spodaj v prvem komentarju. Potem pojdimo tukaj naprej. Tokenizacija, zelo zanimiva tematika. Ogromno institucionalnega denarja se steka v tokenizacijo, namreč trg tokeniziranih sredstev iz resničnega sveta, znanih kot RWA, oziroma Real World Assets, je prvič presegel vrednost $43 milijard. Gre za sektor, ki omogoča prenos tradicionalnih finančnih instrumentov, kot so obveznice, delnice, nepremičnine in skladi, na blockchain omrežja. Velike finančne institucije z Wall Streeta vse intenzivneje vstopajo na to področje, saj vidijo priložnost za hitrejše poravnave poslov, nižje stroške in večjo dostopnost finančnih produktov. Analitiki menijo, da bi lahko tokenizacija postala eden največjih dolgoročnih trendov v celotni finančni industriji. To je meni še predvsem zelo zanimiva tematika. Po mojem je prav RWA prihodnost tega kripto trga in seveda tudi
blockchaina. Potem imamo tukaj še, kar se tiče umetne inteligence in Nvidia. Kaj se dogaja z Nvidio? Velika zanimanja je pritegnila tudi odločitev podjetja Nvidia, da izvede obsežno izdajo novih obveznic. Čeprav gre na prvi pogled za klasično finančno potezo, ima lahko pomembne posledice tudi za kriptoindustrijo. Del sredstev bo namreč namenjen nadaljnji širitvi infrastrukture za umetno inteligenco, kar povečuje povpraševanje po naprednih grafičnih procesorjih. To lahko dodatno zaostri konkurenco med AI podjetji in Bitcoin rudarji, ki uporabljajo podobne podatkovne centre in energetske vire. V zadnjih letih se vse več rudarskih podjetij že preusmerja v AI storitve, saj tam pogosto ustvarjajo višje donose kot pri rudarjenju Bitcoina. Bomo videli v kratkem, kakšen bo razplet te zgodbe, zaradi tega, ker AI trg, to smo tudi že večkrat opozarjali, je v izredno velikem balonu. In tisti, ki se zdaj zaradi večjih dobičkov preusmerjajo v AI, bi lahko to zelo drago plačali, ko enkrat ta balon poči. In potem, kaj imamo še tukaj naprej? FTX. Ni še končana zgodba, kar se tiče tega. Namreč pozornost kriptoskupnosti. Samo malo, da dam nazaj tukaj na novico, kje imamo, FTX payout. Pozornost kriptoskupnosti je ponovno usmerjena tudi v propadlo borzo FTX. Stečajni upravitelji nadaljujejo izplačilo upnikom, pri čemer se na trg postopoma vračajo milijarde dolarjev sredstev, ki so bila več let ujeta v stečajnem postopku in baje naj bi se tole zdaj nadaljevalo tudi čez poletje. Analitiki ocenjujejo, da bi lahko del prejetega denarja končal nazaj v kriptovalutah, predvsem v Bitcoinu in Ethereumu, kar bi lahko ustvarilo dodatno povpraševanje na trgu. Primer FTX ostaja eden največjih finančnih zlomov v zgodovini kriptoindustrije, njegovo razreševanje pa še danes vpliva na likvidnost, zaupanje vlagateljev in gibanje cen digitalnih sredstev. To bomo tudi seveda še spremljali, kako se bo razpletlo. Ali bodo tisti, ki bodo dobili denar nazaj, res šli nazaj v kriptovalute? Po mojem bi se večina lahko odločila, dovolj imam, grem jaz ven, dajte mi denar, jaz samo izstopim ven. Poleg tega gledal sem, kdaj bo tale serija od FTX, naj bi jo dobili septembra. Take serije si ponavadi z zanimanjem ogledam. Nazadnje sem si ogledal Super Pumped od Uberja. Zelo dobra serija, jo tudi priporočam. Ponavadi nimam lih nekega časa za serije, ampak take si pa res rad ogledam. No, kakorkoli že, če ste morda vi tudi imeli kaj na FTX in ste dobili vrnjeno, kakšno je vaše mnenje? A bi vi vlagali še naprej ali bi enostavno kar izstopili iz trga? Kar komentirajte spodaj. Pa pojdimo mi zdaj na tehnične analize. Imamo kar burno, volatilno stanje. Včeraj nismo imeli nobenih takih večjih premikov. Tukaj imamo zdaj Bitcoin na 15-minutnem časovnem intervalu in ta prvo, kar me tukaj zdaj moti, je, da se nabira ogromno dolgih pozicij. Ta drugo, kar me moti, je tale podpora. Tukaj je bilo tole likvidnostno območje in to je zdaj podpora. Na okoli 65.500 in se prav nekam čudno zadržujemo mi zdaj tukaj.
Naredili smo tudi vrh, nižji vrh, torej z nižjimi vrhovi udarjamo zdaj v tole podporo in če jo izgubimo, bi mi imeli naslednjo od tam nekje 64.500, pa vse do tukaj dol 63.500. Ta likvidnostna območja moram jaz malo pobrisati, da bomo imeli lepši pogled. Kje so ponavadi še stavili na rast? Tukaj imamo zelo pomembno likvidnostno območje 62.800, potem 62.200, seveda zelo pomembno tukaj na okroglih 60.000. Če bi se mi zdaj slučajno preobrnili in začeli padati naprej dol. Zdaj tukaj imamo še tale naš bikovski scenarij, ki je precej bolj razločno viden tukaj na 4-urnem časovnem intervalu, torej smo naredili tole dvojno dno in seveda bi lahko mi pričakovali rast vse gor tam do meje 73.000, ki je spodnja meja tegale velikega vzorca naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji. Njegovo podporo smo izgubili in zdaj bi to mi lahko šli testirati kot odporno mejo. Zdaj, kar se tiče ta zadnje rasti, na 4-urnem časovnem intervalu, imamo tole konsolidacijo naprej. Zdaj, možnost je, da mi tukaj naredimo skrito bikovsko divergenco. Ni še, smo pa zelo blizu, torej, da imamo dno in pa višje dno, medtem ko RSI pa ne naredi dno in pa dno na nekje isti višini. Bomo videli zdaj, ko ali če se bo stokastik RSI preobrnil in da biki ponovno pokažejo svojo silo, kako bo tole šlo naprej. Tako da, zdaj obstaja tudi seveda možnost, kot smo že večkrat poudarjali, tega ogromnega dvojnega dna, ampak to možnost bomo mi gledali šele takrat, oziroma če mi prebijemo tole spodnjo mejo tegale vzorca in pridemo nazaj notri v vzorec in tukaj bi bila potem njegova neckline meja na okoli 82.000 in tukaj, kot smo gledali, je tudi izredno veliko likvidnostno območje, ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec. Tako da trenutno je zelo tako neodločeno stanje. V bistvu mi še vedno hodimo v tej konsolidaciji naprej, čeprav smo imeli tale kar globok padec pred kratkim. Poglejmo si zdaj še enourni časovni interval, da vidimo, kaj imamo mi kaj. Tukaj, tudi tukaj se kaže tale nič kaj optimalno. Vprašanje je, kaj je zdaj to. A imamo tukaj dvojni vrh in se zabijamo tukaj v tole podporo 65.500 in ali bomo mi tole podporo zdaj izgubili. Tudi na enournem časovnem intervalu so se kar začele nabirati dolge pozicije, kar bi lahko kaznovalo kar precej ljudi in ogromno dolgih pozicij, sam pogledajte to. Po tem indikatorju se je začelo nabirati tukaj. Tako da, tukaj bi lahko imeli mejo na tam nekje 63.400. To bi bila potem spodnja likvidnost, kar se tiče Bitcoina. Je pa situacija, kljub temu, da gremo pač v konsolidaciji naprej, kar izjemno volatilna. Trg je lačen novic, sploh kar se tiče ZDA in Irana.
in seveda se tudi neracionalno potem tudi odloča, kar pač vidimo tudi tukaj po grafih. Tukaj imamo zdaj še likvidnostna območja, trenutno na 24 urah in smo stisnjeni v sendvič. Spodnje likvidnosti, samo pogledajte to, mi gremo tukaj na stran, praktično v ravni črti, in spodnja likvidnost vseh tistih, ki so stavili na rast, je na tam nekje 65.000. Zgoraj pa so vsi tisti, ki so stavili na padec, in stop losse imajo nastavljene na tam nekje 66.400 in tudi tukaj je 67.300. Tako da to bo treba zdaj v bistvu spremljati, kaj bomo mi najprej pobirali, in potem je tudi večja verjetnost, da se mi obrnemo v nasprotno smer. Zdaj, po pričakovanjih bi mi lahko šli pobirati tole spodaj na okoli 65.100, ta je še kar blizu, in potem, če bo res bikovsko vse skupaj, gremo pobirati tole tukaj zgoraj. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum tudi v tej konsolidaciji naprej. Včeraj sem jaz označil tale iztisk na 15-minutnem časovnem intervalu, ampak mi gremo očitno samo v stran naprej. Tudi Ethereum, podobno kot Bitcoin, izredno dolgočasen, praktično ravna črta. Je pa ogromno dolgih pozicij tukaj spodaj, tako da to bo treba paziti. Če se ta iztisk zdaj prebije navzdol, mi lahko še vedno v bistvu gremo na stran, zaradi neodločnosti trga, očitno čakajo vsi na potrditev tegale podpisa, tako da bomo videli, kako se bo tole vse skupaj zdaj razpletlo. Je pa ogromno stav na rast tukaj, 4-urni časovni interval, tukaj je tudi kar precej zanimivo. Imamo tole rast, tole pumpo, ki smo jo naredili, in zdaj trenutno konsolidacija. Neka možnost je tukaj, da mi delamo naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji. Trenutno imamo samo 2 vrhova, ki se povezujeta, in pa eno dno, drugo dno, tretje dno. Če mi gremo slučajno testirati spet tole spodnjo mejo, je zdaj tudi več možnosti, da jo izgubimo. In trenutno se giblje na tam nekje okoli 1700. Potem, ja, kar se tiče 4-urnega časovnega intervala, ogromno je stav na rast. Tukaj na tej meji točno na okoli 1700, ampak zdaj, zadnji čas, smo pa kar malo neodločeni. RSI je prišel gor v prekupljeno območje, kar je ponavadi dober znak, in zdaj bi mi morda lahko nadaljevali tole rast z medvedjimi divergencami, ampak to bo seveda še za videti. Tudi tukaj stokastik RSI trenutno v preprodanem območju, bomo videli, če se bomo križali nazaj gor in če bodo biki ponovno prevzeli stvari v svoje roke. Poglejmo zdaj še 1-urni časovni interval, že če smo pri Bitcoinu, dajmo še pri Ethereum. Tukaj čisto neka čudna konsolidacija, zadnji čas gremo v stran. Ja, tudi tukaj RSI prekupljeno območje in zdaj smo trenutno v tem sredinskem, ki je ponavadi, če se držimo pravil, območje za dokupe. Bomo pa videli zdaj, če bomo mi tole nadaljevali. Po mojem lahko tudi tukaj označimo nek trikotnik in bomo videli, kako bo zdaj, če pride do iztiska. Zaenkrat lezemo kar
dol. In glede na vse te dolge pozicije, bi se to tudi lahko izvršilo, da mi v bistvu tole prebijemo in pademo dol. Naslednja podpora na okoli 1720. Ja, to bo v bistvu kar še naprej zaspremljati. Trg je zelo neodločen. Poglejmo Nasdaq. Nasdaq je še posebej zanimiv. Kaj se dogaja tukaj s tem Nasdaqom? Mi smo zdaj prišli kar blizu tega vrha na okoli 30.700. Smo se ga malo dotaknili. Vprašanje je zdaj, ali bomo naredili nov višji vrh in naredili še en udarec za tole medvedjo divergenco in se bomo potem šele pol spustili vse dol do tele meje na okoli 27.300. Nasdaq pa spremljamo predvsem zato, ker si z njim, kar se kriptovalut tiče, delimo padce, ne pa rasti. Tukaj smo imeli tudi eno skrito bikovsko divergenco, ki se je zdaj lepo izvršila, ampak vprašanje je, kot sem že prej poudaril, ali bomo mi tole rast nadaljevali. Tukaj se nam je tudi zgodila ena praznina, bomo videli, če jo bomo zdaj v kratkem tudi zapolnili. Tako, če bi jaz zdaj lahko potegnil en zaključek iz vsega tega, trenutno so trgi kar neracionalni, ogromno je občutkov, tako da je treba biti še posebej pazljiv, kar se tiče stav na rast in stav na padec, in pa seveda tudi kar se tiče vzvodov. Ampak kakšno je vaše mnenje? Kar komentirajte, spodaj tudi zelo rad podebatiram z vami, kaj si mislite o teh kriptonovicah, ki smo jih imeli danes, kaj si mislite o tehničnih analizah, ste morda vi opazili kaj drugega, kar komentirajte spodaj. Tudi če sem se motil, kar napišite spodaj in podebatiramo. Tako da, ja, tudi priporočam se za kakšen všeček, če vam je bilo to všeč. In če se mi želite pridružiti v živo vsak dan ob 9. zjutraj, so pa povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In tam imamo na Patreonu seveda te live v živo. Vsak dan ob 9. zjutraj lahko mi dajete tudi kakšne predloge za kriptovalute, da si jih pogledamo, pokomentiramo situacijo skupaj in tako naprej. In pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal. Jutri bo še zelo zanimivo, ker bomo imeli vse kripto menjalnice, ki bodo lahko v juliju še obratovale v Evropske uniji in katere ne bodo smele več. To bo zelo zanimivo zaradi tega, ker so tukaj ena izredno zveneča imena. Ne zamudite te epizode, najboljše, da je ne zamudite, je pa pač, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas takoj tudi obvesti, čim je kakšen novi video gor. Tako, to bo tudi to za danes. Jaz upam, da ste uživali. Želim vam lep dan še naprej in seveda se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.